Dr. Mirjam Sepeš-Imavčec se je rodila leta 1971 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskovala v Radencih, srednjo šolo pa na tedanjem srednješolskem centru tehnično-pedagoške usmeritve v Murski Soboti. Študije je nadaljevala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer je leta 1996 diplomirala na študijskem programu računalništva. Istega leta je pričela s podiplomskim študijem po programu enoviti doktorski študij. Doktorsko dizertacijo je uspešno zagovarjala leta 2001. Dizertacija je bila v obliki doktorskega članka leta 2001 nagrajena na konferenci ERK kot ena od dveh najboljših doktorskih nalog s področja elektrotehnike in računalništva. Dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je trenutno zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer predava na študijskem programu telekomunikacije. Njeno raziskovalno področje so jezikovne tehnologije, predvsem statistični modeli pregibnih jezikov in statistično strojno prevajanje. Pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je doktorirala z računalništva. Računalničarka, znanstveno-raziskovalno se pa ukvarja z jezikom. Z jeziki nasploh, še posebej pa seveda slovenskim. In na tom področju je fejst uspešna, vrhunska na svetu in tako bolj važno, ka za naš teritorijalno pokriti mali jezik, slovenščino, imamo takšno vrhunsko strokovnjakinjo, ker jo umešča ob bok velikim jezikom, če ni leko tako pravimo tistim, ker uči dosta ljudi. In znanstveno-raziskovalno delo, povezati računalništvo z jezikom, se mogoče vidi tudi komi čudna kombinacija, da vidimo, kaj se nam to leko olajša vsakdanjišnje življenje, te seveda včasih tudi vidimo, zakaj smo v Pomurski akademiji tako ponosni, ko imamo med self in tako veseli, ko je pripravljena svoje raziskave tudi vsako leto, moram poudariti, vsako leto predstaviti na naši akademiji. Razvoj jezikovnih tehnologij za majhne jezike je ključnega pomena za ohranjanje njihovega obstoja v družbi velikih svetovnih jezikov. Velikost jezika pojmujemo v odvisnosti od števila govorcev tega jezika. V prispevku bo predstavljen projekt iz področja avtomatskega prevajanja naravnih jezikov. Projekt se imenuje SUMAT in ga sofinancira Evropska unija. V okviru projekta bo razvit statistični prevajalnik prilagojen prevajanju podnapisov. Prevajalnik bo razvit za 9 evropskih jezikov, med katerimi je tudi slovenski jezik. Pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeš-Imavčec je na današnjem predavanju predstavila, kako delujejo avtomatski, računalniški, elektronski, kakorkoli jim povemo, prevajalniki. Kako iz enega jezika stvari leko avtomatsko računalnik prevede v drugega. Seveda še stvar ni tako daleč, ko ne bi nucali prevajalcev, živih ljudi, ker je tudi tisti svoj pomen k tomu dajo. Ki videli pa kar je stvar sikdar dale, sikdar hitrejši, zmogljivejši računalniki in predvsem sikdar boljši programi, za kere pa pripomore tudi dnešna predavateljica, pa nam omogočajo, ko so te stvari že na takšni ravni, ko so uporabne. In kaj je največ vredno? Videli kaj je med 9 jeziki enega takšnega širokega prevajalnika, gli po zaslugi dr. Mirjam Sepeš-Imavčec, vključena notri tudi slovenščina. Vabimo vas, ko si skupaj oglednemo to predavanje in dobimo tudi kakšne dodatne nove ideje, ali pa se naučimo, kako te prevajalnike leže uporabljati. V prevajalski industriji ima prevajanje podnapisov največji delež. Kvaliteto prevodov ogrožata ključna dejavnika, to je čas in denar. Pri tem velja izpostaviti ogroženost jezikov, ki so tržno manj zanimivi. Strojno prevajanje lahko odpravi ali vsaj omili ovire, ki jih v vsakodnevni komunikaciji predstavljajo različni jeziki. Eni od preteklih PAZU konferenc sem predstavljala naše raziskovalno delo na področju strojnega prevajanja. Zdaj, prevajalnik je računalniški sistem, ki prevede besedilo zapisano v enem jeziku, besedilo zapisano v drugem jeziku. Danes vam bom na kratko predstavila projekt, v katerem želimo raziskovalne rezultate približati komercialni uporabi.
In sicer se v projektu omejujemo na prevajanje podnapisov. Zdaj, danes je na svetu nekje okrog 6000 jezikov in približno ali pa nekaj več kot pol pravijo, da je ogroženih. In jezikovna raznolikost je tudi lastnost Evrope. In sicer simbol prizadevanj v Evropski uniji pravi združenost do različnosti, torej usklajen soobstoj številnih jezikov. In Evropska komisija je v enem od svojih dokumentov zapisala: jeziki določajo osebne identitete, hkrati pa so del skupne dediščine. Lahko so most, ki povezuje ljudi z drugimi ljudmi, lahko nam približajo druge dežele in kulture ter tako spodbujajo medsebojno razumevanje. In v skladu s to usmeritvijo Evropske unije, Evropska komisija tudi v 7. okvirnem programu podprla številne projekte vezane na razvoj jezikovnih tehnologij. Zakaj prevajanje podnapisov oziroma zakaj prevajanje? Zdaj, analize so pokazale, da je promet, ki ga ustvarjajo prevajalske agencije, med letoma 2006 in 2008 narasel za več kot 50%. In ta trend se je v naslednjih letih nadaljeval. In dejstvo je, da je v množici prevajanih vsebin najmočneje zastopano ravno prevajanje podnapisov. Zdaj, zakaj je potrebno posebej proučevati načine, mehanizme, algoritme za prevajanje podnapisov? Zato, ker ima prevajanje podnapisov določene specifike. In ena od teh specifik je omejena dolžina podnapisa. Če si predstavljamo prevajanje iz enega v drug jezik, se hitro prevajalec sooči z dejstvom, da je prevod v drugem jeziku daljši. Tega si pri prevajanju podnapisov ne more privoščiti, ker audiovizualni posnetek teče in če je predolg podnapis, ga mi, ki spremljamo posnetek in beremo podnapise, ne uspemo prebrati. In prevajalci podnapisov morajo to upoštevati in uporabljati določene trike skrajšanja podnapisa. Kako? Tako, da manj pomembna besede ali besedne zveze pri prevodih izpuščajo. Zato tudi pri razvoju algoritmov računalniških, ki bi prevajali podnapise, se moramo na to tej specifiki posvetiti. Tudi prevajalci oziroma prevajalske agencije se tako kot povsod drugod v gospodarstvu soočajo z problemi vezanimi na te tri pojme. Torej denar, čas in kvaliteta. S tem, ko se je potreba po prevajanju močno povečala, se je povečala tudi konkurenca na trgu prevajalskih agencij, ki je prisilila prevajalske agencije k nižanju cen prevodov. Hkrati velja neka mera, da od prevajalca prevod zahteva nekje 9 do 10-krat čas trajanja samega posnetka, ročno prevajanje. Hkrati so prevajalske agencije prisiljene k zelo tesnim časovnim rokom, torej prevode morajo producirati v zelo kratkem času in pri tem jasno ohraniti kvaliteto prevodov. Torej, njihov cilj je zmanjšanje stroškov, zmanjšanje časa prevajanja pri ohranjanju kvalitete. In tukaj se rodi ideja tega projekta, torej pomagati izboljšati vse te tri parametre s pomočjo računalnika, torej s pomočjo statističnega prevajalnika. In to je ideja projekta SUMAT. Ime projekta izhaja, je kratica naslova An Online Service for Subtitling by Machine Translation. In ideja tega projekta je razviti storitev prevajanja podnapisov, ki bo temeljila na statističnem strojnem prevajanju. In v okviru projekta bomo razvili statistični prevajalnik podnapisov za 9 jezikov oziroma 14 jezikovnih parov. In sicer bodo to angleščina, francoščina, angleščina, nemščina, angleščina, španščina, angleščina, nizozemščina, angleščina, švedščina, angleščina, portugalščina in slovenščina, srbščina. Zdaj, mogoče je zanimivo, zakaj ravno slovenščina, srbščina, zato, ker ko smo ocenjevali potrebna gradiva za razvoj takega sistema, so se prevajalske agencije, ki so v projekt vključile, odločile, da po oceni njihovega gradiva je za njih ta jezikovni par zanimivejši oziroma nam lahko posredujejo dovolj velike količine besedilnega gradiva za učenje takšnih sistemov.
In ta gradiva so v bistvu nastala kot prevodi angleškega izvora, torej angleškega audiovizualnega posnetka, ki sta ga ločeno prevajala srbski in slovenski prevajalec. Zdaj v projektu smo združeni partnerji, ki se delimo nekako v dve skupine, in sicer v eni skupini so prevajalske agencije, ki so zadolžene za zagotavljanje ustreznega materiala in za potem evaluacijo končne storitve. To so recimo podjetje InVision, VSI, DDS, to so podjetja, recimo DDS je podjetje z sedežem v Angliji, ki ima svoje agencije tako rekoč po vsem svetu, potem InVision je nizozemska prevajalska agencija, VSI tudi ima sedež v Angliji. No, drugo skupino pa predstavljamo tehnični partnerji, to smo partnerji, ki smo zadolženi za razvoj tehnologije. Vodja konzorcija je podjetje Vicomtech, to je podjetje locirano v Španiji. In znotraj konzorcija nastopa tudi en podizvajalec z imenom TechShuttle. Mora v projektu nastopati kot podizvajalec zato, ker je lociran v Švici in nima pravice nastopati kot enakovreden partner v projektu, ker Švica ni v Evropski uniji, zato je nastopa kot podizvajalec. Zdaj, ideja projekta je razviti spletno storitev prevajanja. In sicer bi naj ta spletna storitev ob koncu projekta delovala tako, da uporabnik sistemu posreduje besedilo v nekem jeziku in izbere ciljni jezik, v katerega želi, da se mu generira ustrezen prevod. Potem ta spletna aplikacija komunicira z sistemom statističnega prevajanja, ki ustrezno aktivira modele statističnih prevodov, generira prevod in ga uporabniku posreduje na izhodu. Zdaj, odločili smo se za porazdeljeno arhitekturo, pri čemer bo spletni strežnik tekel na enem računalniku, vsi ostali tehnični partnerji bomo pa imeli strežnike prevajanja na svojih strežnikih, ki bodo v porazdeljeni arhitekturi komunicirali z spletno aplikacijo. In vsak od tehničnih partnerjev je odgovoren za določen jezikovni par in torej za generiranje prevajanja za njemu pripadajoč par jezikov. Tukaj še na kratko, kako je projekt zastavljen po sklopih. In sicer sklop 1 pokriva celoten management projekta, potem v sklopu 2 smo definirali specifikacije potrebnega gradiva, infrastrukturo prevajalnika, potem pa funkcionalnosti online sistema. V sklopu 3 zbiramo korpus in ga ustrezno procesiramo. V sklopu 4 bodo razviti osnovni ali referenčni prevajalniki, potem v sklopu 5 bomo besedila opremljali tudi z jezikovno odvisnimi informacijami in potem prevajalnik v sklopu 6 adaptirali na posamezne jezikovne oznake. In v sklopu 7 bo potekal razvoj te končne storitve. V sklopu 8, ki poteka vzporedno z vsemi ostalimi, vsak korak razvoja posebej evaluiramo. In v sklopu 9 skrbimo za razširjanje ideje projekta, tako v sklopu industrijskih partnerjev oziroma v svetu industrije, kot tudi v svetu znanstvenih oziroma strokovnih krogov. Zdaj, trenutne aktivnosti so usmerjene predvsem v sklop 3, v katerem zbiramo korpuse, torej prevajalska podjetja v svojih arhivih zbirajo prevedene podnapise in vsi ti se zbirajo na enem centralnem strežniku, ustrezno urejenem. Potem mi, tehnični partnerji, se pa trenutno ukvarjamo z predprocesiranjem zbranega gradiva in to predprocesiranje vključuje identifikacijo jezika. To pomeni, da če neka prevajalska agencija posreduje dokument in ga proglasi, to je dokument v španskem jeziku, recimo, potem mi še vseeno z avtomatskimi postopki jezik preverimo. To pravimo temu identifikacija jezika. Torej, čisto zelo zanesljivo lahko potrdimo, ali je to res ta in ta jezik, ali pa se je mogoče nekdo, ki je dal dokumentu oznako jezika, zmotil. Potem se ukvarjamo z poenotenim kodiranjem. Zdaj, znaki v dokumentih so lahko kodirani po različnih kodnih tabelah, pa jih skušamo poenotiti. Potem dokumente poravnavamo, da se lahko prevajalnik uči, potrebujemo vsak prevod točno poravnan po dokumentih. Potem se ukvarjamo z tokenizacijo, poravnavanje stavkov v dokumentih, poravnavanjem podnapisov in samo normalizacijo besedila. Zdaj, eden od korakov normalizacije, na primer, je, da so vsa besedila zapisana recimo z majhnimi črkami.
Zdaj, da bo učenje zakonitosti prevajanja izbranega gradiva predvsem za nas, ki smo partner za slovensko-srbski jezik, kaže recimo že naslednji zgled, kjer vidimo, da poravnave niso tako lepe, kot bi človek pričakoval. Naprimer, na srbski strani se tam vmes znaša en stavek iskreno, ki ga je na slovenski strani prevajalec kar izpustil, in zdaj iz tega zbranega gradiva se mora prevajalnik učiti. Zdaj lahko vam povem, da smo s takim naključnim pregledom gradiva ugotovili, da so dokumenti, ki jih dobivamo za slovensko-srbski par, zelo sumljive kakovosti, torej so zelo slabe za stališča učenja sistema, in potem izvedeli, da žal moramo sprejeti kot dejstvo, da je trg za slovenski in srbski prostor bistveno manjši kot za druge jezike, posledično so prevajalci, ki so generirali prevode, ki smo jih mi dobili, bili slabše plačane, in temu primerna je tudi kvaliteta materijala. Zdaj, projekt smo začeli letos aprila, trajal bo 3 leta. Na koncu bomo lahko zaključili, da je uspešen, če bo izboljšal učinkovitost in produktivnost prevajalskih storitev podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Neka preliminarna ocena, ki smo jo obljubili, je, da bomo s pomočjo tega projekta oziroma na podlagi rezultatov tega projekta za 25% zmanjšali stroške prevajanja podnapisov agencijam, ki bodo to našo storitev uporabljala. Analize trga so pokazale, da je promet, ki ga je ustvarila prevajalska industrija Evropske unije med letoma 2006 in 2008, narasel za 50%. Na področju računalništva in informatike raziskujejo pomurski akademkinji dr. Mirjam Sepeš-Imavčič še naslednji člani PAZU: pomurski akademik dr. Aleš Časar, pomurski akademik dr. Iztok Fister, pomurski akademik dr. Matej Gomboši, pomurski akademik dr. Jožef Đrkeš, pomurski akademik dr. Davorin Kofljač, pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurski akademik dr. Robert Mevlic, pomurski akademik dr. Andrej Tibavt in pomurski akademik dr. Borut Žalik.